pozdravljam. In samo na kratko par misli. To je res veselje, prav danes razmišljam o tem preprostem dogodku, da ima Božja beseda danes, da je dobila v Sloveniji en tak konkreten prostor, kot je zdaj tale. In seveda tudi opremljen s pomočjo naših sodelavcev, ki bodo o tem še nekaj povedali. O misijonu Božje besede bi želel malo spregovoriti, ker to je tisto srce, ki je pravzaprav že pred stoletji pržgalo tisto prvo iskro, zakaj so sploh svetopisanske družbe nastale. Ne? Pravzaprav bi šli lahko že v 16. stoletje, ko je Primož Trubar dejansko ob Svetem pismu že takrat zbiral kristjane različnih denominacij, celo tudi pravoslavce, celo tudi katoličane v tistem neverjetno napetem času. Potem pa v 19. stoletju v Angliji, ko je nastala prva sodobna svetopisanska družba, in to je ravno ta britanska in inozemska, ki nam je tudi zdaj pomagala, takrat je šlo v bistvu za to vizijo, ne, da Božja beseda potrebuje roke, potrebuje delavce, potrebuje sejalce. In takrat so ljudi različnih cerkva, različnih krščanskih denominacij, verujemo dejansko pod vodstvom Svetega Duha prišli do preprostega spoznanja, a ne bi bilo prav in najboljš, da stopimo skupaj in da to delo od zdaj naprej za vse nas opravlja naša skupna organizacija, ki jo mi vsi ustanavljamo, podpiramo, vodimo, nadzorujemo in ki služi temu namenu. In takrat je bilo to seveda in za Anglijo, Wales, in potem so rekli, ampak ne nazadnje tudi za vse druge narode. In tako iz te vizije se je potem že kmalu smo tudi Slovenci dobili Stritarjev prevod Nove zaveze, pozneje še Hraskov prevod, pozneje so tudi oni podpirali nastanek ekumenske izdaje v 70. letih, takrat seveda to je bilo že po drugem Vatikanskem koncilu skupaj s katoličani in tako do danes. No in tudi naša svetopisanska družba je že pred leti, ko smo razmišljali in molili o našem delu in naši poklicanosti, smo pravzaprav ugotovili naslednje. Situacija v Sloveniji, tako kot tudi sicer v Evropi, je pravzaprav takšna, da naša področja so postala misijonska področja v tem dosti klasičnem smislu. Tukaj vemo, da večina prebivalstva nima več neke aktivne krščanske vere, krščanske prakse. Tukaj je potreben nov misijon, nova evangelizacija, kot se recimo v katoliški cerkvi večkrat omeni ta izraz. Se pravi, in tukaj se mi enostavno smo se znašli, vidimo, da smo del in smo nagovorjeni tudi od Boga kot del tega širokega misijona, v katerem pa mi seveda izvajamo en zelo določen, specifičen spekter, se pravi misijon zapisane Božje besede, misijon Svetega pisma, misijon, ki je povezan direktno s kanoničnimi knjigami Svetega pisma, kako jih čim bolj najprej sploh spraviti do ljudi, potem pa kako jim pomagati, da bodo začeli brati. Saj vemo, problem danes v Sloveniji večinoma ni to, da ljudje ne bi mogli imeti Svetega pisma. Ga imajo, ampak težava je, da ne posežejo po njih, da ne odprejo, imajo razne ovire in zavore in tukaj je naš klic, seveda pa ne naš samih, ampak to je misijon, ki nujno, če govorimo o novem misijonu v naši deželi, je to misijon, ki zajema vse cerkve, ki zajema vse kristjane, vse krščanske inštitucije, take in drugačne, in je nujno misijon, ki zahteva povezovalno delovanje. In to je tisto srce, ki nas navdihuje pri delu, in to je tudi razlog za veselje, da ta misijon je v tej obliki dobil to konkretno zunanjo podobo, kot jo ima danes in kot jo želimo dejansko z molitvijo danes priporočiti Bogu v dobro tega naroda in v dobro vseh cerkva, vseh kristjanov v tem narodu. Moja naloga je, da izrečem dve zahvali zdaj na koncu. Prva smo že omenili, ampak je treba še enkrat reči, je zahvala britanski in inozemski svetopisanski družbi, British and Foreign Bible Society. Oni podpirajo razne naše projekte po njihovih zmožnostih in zdaj nekoliko so videli, da tega saj nekaj časa ne bodo mogli nadaljevati, so nam
res izrednim posluhom so rekli, lejte, če bi to, da dobite svoje prostore pomagali, smo pripravljeni vam priti naproti. In dejansko so nam potem nekaj dovolili, da smo nekaj projektnih sredstev lahko prenesli v to, ker sami tega nikakor si ne bi mogli privoščiti. In zdaj je prav, da se jim res zahvalim iz srca za dar, ki so ga dali nam, seveda za dar, ki so ga dali slovenskim kristjanom in slovenskem krščanskemu prostoru. Potem je pa še druga zahvala, ki pa gre našemu dolgoletnemu predsedniku, doktorju Marjanu Peklaju, ki je 12 let zelo požrtvovalno vodil naš upravni odbor skozi zelo težke čase, je mislim, da res z božjo modrostjo prikrmaril in se pripeljal do sem, zdaj 2 meseca nazaj mu je potekel zadnji mandat. In se nam zdi prav, da ob tej priložnosti, da se njemu tudi posebej zahvalimo in tudi smo pripravili eno darilo zanj, ki želimo, da ga spremlja v nadaljnjem bibličnem misijonu, tako kot ga dr. Peklaj upravlja. Tako da...